Sledeča oddaja je bila posneta s pomočjo prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer. Še malo bomo govorili o temeljih, ki smo jih položili, o stvarih, ki jih moramo vedeti in so zelo pomembne. To so temelji, to so stvari v našem življenju, da lahko v življenju duhovno rastemo. Mislim, da ljudje velikokrat poskušajo rasti v Bogu, se poskušajo vesti zrelo, gredo in se vključijo v razne duhovne službe, pa nimajo niti skrbno urejenega temelja v svojem življenju. Naprimer, prva stvar, ki se vsi moramo zavedati, je, da nas Bog ljubi brezpogojno. To dejstvo mora postati zelo osebno in ne samo mišljenje, Bog vsakega ljubi, seveda Bog vse ljubi. Ne, Bog ljubi tebe. In On vas ljubi brezpogojno in On vas ne bo nikoli bolj ljubil, kot vas ljubi prav sedaj v tem trenutku. Njegova ljubezen do vas je popolna. On je z vami ves čas. To je temelj za nas, da nam ni treba živeti v strahu. Če je Bog z mano, potem mi ni potrebno živeti v strahu. Druga stvar, ki je pomembna, je, da nas Jezus razume. Rada imam to. Jezus me razume. On razume vse moje majhne, čudne posebnosti. Jezus me razume in mi je predan. On me nikoli ne zapusti ali pozabi. On je zvest vsakemu izmed nas in ne bo nikoli obupal nad vami. Bog ne bo nikoli obupal nad vami. Tretja stvar, ki jo moramo vedeti, je, da smo mi osel, ki včasih pade v jarek. Pravzaprav sem danes zjutraj tudi sama padla za nekaj minut v jarek. Ali je bil kdo v jarku od včeraj zvečer do danes? Hvala Bogu, ker lahko rečemo, tukaj sem tvoj osel, Gospod, tvoj osel. Prosim, dvigni me ven. Če niste bili na mojem zadnjem predavanju, se morda čudite temu primeru. Jezus je dal primer, če bi osel na sobotni dan padel v izsušen vodnjak in čeprav bi bila sobota, bi ga on potegnil ven. On nas bo vedno potegnil iz težav. Ni mi potrebno biti popoln, da lahko pričakujem Jezusovo pomoč, a ni to čudovito? Ni mi potrebno, da sem popoln, da lahko dobim Božjo pomoč. Moram ga samo ljubiti in da si želim duhovno rasti. Koliko izmed vas želi rasti v Bogu? Dobro, seveda vi to želite. Če ne bi hoteli, potem se ne bi vzeli današnjega dne, da bi me prišli poslušati. Gotova sem, da mnogi izmed vas imate veliko drugih stvari, ki bi jih radi počeli in tudi takšne, ki jih boste morali opraviti še danes, vendar ste si vzeli čas, da ste tukaj. Ne samo, da me vidite, ker sem pač na televiziji, ampak zato, ker vi resnično hočete rasti v Bogu. Zato vam čestitam. Naslednja stvar, ki si jo moramo zapomniti, da so moji grehi odpuščeni. Recite, moji grehi so odpuščeni. Recite še enkrat, moji grehi so odpuščeni. Sedaj zaprite oči in recite, kakor da nekaj sprejemate vase. Moji grehi so odpuščeni. Dajte še enkrat vsi skupaj. To je sila. Ustavi se in umiri ter premišljuj o tem. Za vas imam še eno dobro novico. Bog se ne jezi na vas. Recite, Bog ni jezen name. Vzemite samo trenutek in to premišljujte. Še enkrat ponovite. Bog ni jezen name. Še enkrat. Bog ni jezen name. Recite, On me ljubi. To so stvari, ki bodo ozdravile vašo dušo. Pridobite si takšne temelje in vi potrebujete takšne temelje, preden lahko greste kamorkoli. Če nimate teh temeljev, potem morate posvetiti temu kakšno leto ali vsaj nekaj mesecev, ali kako dolgo bo to trajalo, da boste razumeli te stvari. Kajti Bog vas ljubi, vaši grehi so odpuščeni, On ne bo obupal nad vami, On je z vami ves čas in za vaše življenje ima dober načrt. Vi se morate zavedati, da ste v Bogu pravični po krvi Jezusa Kristusa in ne po svoji zaslugi. V tem trenutku smo pripravljeni rasti. Torej, želim se spremeniti. Hočem biti vse, kar Bog hoče, da sem. Kako se lahko spremenim? Kako se lahko spremenite?
Kako se naj spremenim? Kako? Spominjam se zelo dobro svojih zgodnjih dni, ko sem začela resno hoditi za Bogom, da sem hodila na podobna predavanja kot vi in sem poslušala čudovite predavatelje, ki so govorili o tem, kaj bi morala storiti in nisem delala. Recimo, na primer, da je bil govor o jeziku in kako pomembne so izrečene besede. Imela sem resno težavo s predolgim jezikom. Tako sem odhajala iz takšnih srečanj ne samo obsojena, ampak celo zavržena v obsodbi. Velika razlika je med tema dvema občutkoma. Ne mešate obsodbe in zavrženosti. Bog nas obsodi in Božja beseda nas obsoja. Vendar obsoditi čisto preprosto pomeni, da nam pokaže naše nepravilno ravnanje in to nam bo vedno pomagalo, da nas dvigne iz tega, da se lahko spremenimo. Torej, obsodba je dobra novica za nas, kajti če živimo v temi in celo ne vemo, kaj je narobe z nami, potem gotovo ne moremo nič popraviti. Mnogo let svojega življenja tega nisem vedela. Mnogo let nisem vedela, da sem jaz tista težava. Zadnjič sem ugotovila, da prej nisem čutila toliko frustracij in se o sebi nisem tako slabo počutila, kot potem, ko sem začela študirati Božjo besedo. Upala bi si reči, da je to izkustvo mnogih ljudi. Zakaj je tako? Preprosto zato, ker preden sem se resno začela ukvarjati z Božjo besedo, se nisem soočala z resnico. Mislila sem, da je vse Davidova napaka, napake otrok, napake moje preteklosti ali pa napake sosedov. Če bi se oni spremenili, potem bi bila jaz čisto v redu. Vendar, ker nisem razumela tega, kar vam hočem povedati, nisem vedela, kdo sem v Kristusu. Vsako sporočilo, ki sem ga prebrala ali slišala, je bilo resnično ter je obsodilo moje obnašanje in počutila sem se zavrženo. Obsodilo me je, namesto da bi me dvignilo. To ni bila napaka pri Bogu, ampak je bila moja napaka, ker sem sama počela in tako dela večina ljudi, da ko sem slišala besede, ki so mi predočile moje obnašanje, sem se odločila, da se bom spremenila. No, saj se bom spremenila. Spremenila se bom. Ne boste prišli daleč. Ni pomembno, koliko volje imate in jaz sem močna žena in je imam kar veliko. Pa vendar je to šlo tako daleč, da se je moja volja le utrudila in sem šla nazaj, ker sem obupala. In potem sem zopet opravljala stare stvari. Samo Bog lahko spremeni naše srce. Mi lahko kontroliramo morda nekatera področja v svojem obnašanju. Jaz ne pravim, da je to narobe, vendar pa moramo nujno razumeti, da se lahko zares spremenimo iznotraj navzven. Ne moremo se spreminjati od zunanjosti v notranjost, ampak spremembe morajo izvirati iz notranjosti. Torej, kaj moramo storiti, ko zaslišamo sporočilo iz Svetega pisma, ki nas obsoja? Enostavno se moramo strinjati z Bogom. Bog, ti imaš prav, strinjam se. To je nekaj v mojem življenju, kar se mora spremeniti. Potem nas bo celo hudič poskušal obsoditi nečesa, kot na primer: ti imaš zares dolg jezik. Vi mu morate odgovoriti: strinjam se. Tokrat se bomo za spremembo strinjali. Zares imam dolg jezik in se moram spremeniti. Vendar veš kaj? Bog prav sedaj deluje v meni vsak dan in jaz postajam boljša in boljša vsak dan na vseh področjih. Sedaj dobro poslušajte mamo Joyce. Dovolj stara sem, da bi lahko bila večini izmed vas mama. To so stvari, ki jih morate začeti delati, ko pridete domov. Ni dovolj le, da sem prihajate in me poslušate. Vi morate začeti Božjo besedo aktivno izgovarjati na glas, da veste, kdo ste v Kristusu in kaj vam pripada. Ko vas vaše misli obsojajo in je v vas občutek krivde in se slabo počutite, potem se morate spomniti, da obsodba ne velja za tiste, ki so v Jezusu Kristusu. Bog me ne obsoja, kajti On je poslal svojega edinega sina, da bi zame umrl. Jezus me ne obsoja, kajti On je tisti, ki je zame umrl. Torej, zavrženost v obsodbi naredi hudič ali pa si naredimo to sami. Nekateri izmed nas smo tako dobri v tem, da se hudiču sploh ni treba potruditi z nami.
Mi sami storimo mnogo namesto njega. Jaz sem se tako dolgo čutila krivo, da se sploh nisem počutila dobro, če nisem čutila, da je nekaj narobe. Moje življenje je bilo takšno, da se nisem počutila prav in sem ves čas mislila, da je nekaj narobe z mano. Veste, kaj vam povem? Ne znam vam niti povedati, kako čudovito se je veseliti v svobodi in razpoložljivosti za Kristusa. Spoznali boste resnico in resnica vas bo osvobodila. Vendar vi se morate soočiti z resnico in to je tisto področje, o katerem vam hočem danes govoriti. Mi moramo biti navdušeni nad grajo, ki jo prejmemo od Boga in našim obnašanjem. Ne recite, še ena stvar, ki je narobe pri meni, nikoli mi nič prav ne uspe. Šla sem skozi ves takšen čas v svojem življenju, ko sem mislila, da ni slabšega človeškega bitja na planetu Zemlja, kot sem jaz. Nisem si mogla zamisliti, da bi kdo bil lahko še slabši od mene in ob tem nisem vedela stvari, ki jih vem danes. Zame je bila to nočna mora. Spominjam se časa, ko me je Bog zares soočil. Molila sem za moža Davida, da bi se spremenil. In bila sem zelo vneta. Bog! Bog, ti moraš spremeniti Davida. Bog, prosim te, da deluješ na Davidovo življenje. Bila sem tako zatopljena v to, da sem tolkla po podu in zares sem bila vneta v molitvi. Zame je bil velik udarec, ko me je Sveti Duh postavil v realno stanje. Joyce, David sploh ni problem. Spominjam se, da sem zelo jasno mislila, ampak kdo potem je? Ja, že ne morem biti. To pomeni, kako lahko varamo sami sebe. Ko se prvič soočite z resnico, vam marsikaj postavi na glavo. 3 dni sem jokala. Bog si je vzel 3 dni, da mi je pokazal, kaj pomeni živeti z mano pod isto streho. To ni bilo prijetno. Od tedaj sem imela od Boga zares mnogo takšnih obiskanj od takrat naprej. Naučila sem se jih zares spoštovati in jih nisem prezirala. Nisem hotela ostati v temi. Hotela sem, da me Bog uči. Želela sem, da me Sveti Duh obsodi. Koliko izmed vas si želi, da bi bili obsojeni po Svetem Duhu, ko se napačno obnašate? Gre mi na bruhanje, ko pomislim, kako sem včasih ravnala z ljudmi in se nisem niti zavedala, da delam narobe. Bila sem tako neobčutljiva in tako trdosrčna zaradi stvari, ki so se zgodile v mojem življenju, ter zaradi mrtve in suhe religioznosti. Religioznost vas naredi trdosrčne. V tej religiozni drži sem o pravem ravnanju mislila, da sem veliko boljša od kogarkoli drugega. Zaradi tega sem postala do drugih kritična in obsojajoča. Toda sedaj sem zelo hvaležna. Sedaj odkrito verjamem, da moram z vsakim prav ravnati, pa četudi ga ne poznam. Takoj prejmem obsodbo in to cenim veliko bolj kot karkoli, kajti mislim in temu dobro prisluhnite. Verjamem, da ko ne ravnamo prav s svojimi bližnjimi, to veliko bolj prizadene Boga kot karkoli drugega. On nima rad, če ne ravnamo prav s njegovimi otroki. Pogovorimo se sedaj o duhovni zrelosti, da bomo videli, kako mislimo na spremembe. Leta in leta sem porabila, da bi se spremenila. Mnogi izmed vas, če bi danes vprašala, bi mi prav tako rekli, poskušam spremeniti to, poskušam spremeniti tisto, trudim se. Kaj, če bi vam rekla, odnehajte s svojimi poskusi po spremembah in jih nadomestite z več vere? Kaj mislite, da bi mi na to odgovorili? Rekli bi, kaj misliš s tem, jaz vendar moram poskusiti. Seveda vsi moramo vložiti določen trud, vendar ga moramo voditi duh in trud podprt Svetim Duhom. Mora biti nekaj, kar naredimo z Bogom in ne nekaj, kar poskušamo brez Boga. Tako da bi si kasneje mislili, da si zaslužimo Božji blagoslov. Bog pravi, brez mene ne morete ničesar storiti. Svojega jezika nisem mogla kontrolirati brez Božje pomoči. Nemogoče je, da bi to lahko izpeljala. Pa vendar sem poskušala tako zelo, da bi držala jezik za zobmi. Večkrat sem slišala to sporočilo o jeziku in kako je to pomembno. Veliko poučevanja je obstojalo v tistih časih, kako bi žene morale biti pokorne možem. Ne pravim, da poučevanje ni bilo dobro, vendar jaz nisem bila niti približno blizu tega, da bi to hotela, niti nisem hotela razumeti, kaj pomeni podvreči se.
Tako sem vedno znova ogovarjala Davidu in sem mu za vsako stvar vrnila. Tako sem slišala eno od teh predavanj in sem si mislila, to je to, sedaj grem domov in bom zaprla svoja usta. To je natančno to, kar sem storila. Šla sem domov in 2-3 dni nisem nič govorila. Ampak samo, Nato so kmalu v hiši vsi zaznali, kaj pa je narobe s tabo? Kaj je tvoj problem? Nato sem se še bolj razjezila. To je torej to. Ne marajo, če govorim, ne marajo, če ne govorim. Ni važno, kaj počneš, ljudje nikoli niso zadovoljni. No, poglejte me. Meso pozna samo skrajnosti. Ekstreme. Mi smo samo to, ali pa bomo to popravili, ko bomo počeli vse drugo. Kar bi pa morali storiti, je, da pristopimo k Bogu. Lahko vam prihranim nekaj bridkosti, če me boste danes poslušali. Pojdite k Bogu. Če vas karkoli obsoja, kar ste danes slišali, če vas obsoja moje pričevanje in sami veste, da imate težave s tem, potem morate iti domov in reči, Gospod, to sem danes slišal, to so stvari, ki jih zares ne izpolnjujem in ti si me v tem obsodil. Nisem jaz tista, ki vam prinaša obsodbo, ampak je to Božja beseda, ki tako deluje. Bog, strinjam se s tabo in se želim spremeniti, vendar se sam ne morem, če me ti ne spremeniš. Jaz lahko poskušam nadzorovati svoje obnašanje in bom tako tudi storil, če mi boš ti pomagal, vendar se notranjosti ne morem spremeniti, če me ti ne spremeniš. To je prva stvar, ki jo morate storiti. Druga stvar je, da se osredotočite na študij Božje besede na področju, kjer imate probleme. Poglejte. Večina izmed vas ima doma prvo pomoč. Če vas boli glava, ne boste vzeli iz prve pomoči povoja in si ovili glave. Če imate odrgnino, uporabite kakšno antibiotično kremo in ne greste po tableto aspirina, da bi si položili na rano. Mi imamo dovolj čuta, da lahko gotovimo, kakšno naravno zdravilo naj vzamemo, da nam bo pomagalo. Kako da nimamo dovolj čuta, da bi vedeli, kako uporabiti za zdravilo Božjo besedo na področjih, kjer potrebujemo pomoč? Če sem zelo nepotrpežljiva, mi ne bo prav nič koristilo, če bom študirala stopnje do uspeha. Če ne znam odpuščati, mi ne bo prav nič koristilo, če študiram čudeže in uspešnost. Stvar je takšna. Gospod je naš zdravnik. In njegova beseda je zdravilo za našo dušo. Naša čustva je naš razum, vendar jo morate uporabiti. Če imate glavobol in si zavijete škatlico aspirina s povojem okrog glave, koliko izmed vas ve, da me bo še naprej bolela glava, da ne bo nič pomagalo? Jaz moram to tableto vzeti, jo pogoltniti in mora postati del mene. To je nekaj takega, kar se včasih zgodi, ko dopustite komu, da vas hrani po žlički z Božjo besedo. Pride nam točno do tukaj, na vrh glave, in postanete tako polni tega znanja, da postanete naduti in polni sami sebe, zaradi vsega, kar si mi mislimo, da vemo. Ko vam rečem, da poiščite prvo besedilo v Svetem pismu in če se zgodi, da imate to besedilo v svojem Svetem pismu že počrtano z rdečo, oranžno ali rumeno barvo, se boste čutili zelo ponosni nase. Da, tako je, to že poznam. Dajte no, če smo popolnoma odkriti, ali ste kdaj odprli svoje svetopismo v cerkvi, ko ste sedeli blizu nekoga in stran, ki se odprla, je bila, mislim, vsa podčrtana z različnimi barvami in ste si na skrivnem mislili, da bi le vaš sosed opazil, kako duhovna oseba ste. Dajte no, jaz sem. Daleč nazaj sem si mislila, da sem duhovna. Veste, vi lahko spremenite celotno svetopismo v pobarvanko, vendar to še nič ne pomeni. Vse to lahko sedi nekje na vrhu glave. Imamo že dovolj informacij, mi potrebujemo razodetje.
Kolikokrat vam še mora kdo povedati, da morate odpustiti svojim sovražnikom, preden se zaveste, da je treba to storiti? Bili ste na predavanju, kupili ste majico, imate CD-je, poznate odlomke v Svetem pismu, vendar na koga ste jezni? Ves čas na poti do sem se nekateri z vami, z svojimi sopotniki niste pogovarjali. Vso pot do sem niste govorili, ko pa ste prišli sem, ste začeli poskakovati in peti. Nisem pozabil. Mislim, da ta pesem lahko postane ena izmed mojih najljubših. Ni mi mar, kako slabo se počutim, ko čujem to pesem, sem takoj vesela. Mi smo danes tako srečni, Joyce nam predava, slavljen bodi Gospod. Potem pa boste stopili v avto z isto osebo in ne boste govorili z njo vso pot do doma. Vem, ker sem tudi sama bila takšna. Z Davidom sva se vso pot do cerkve prepirala, vendar komaj sva prestopila prag, hvaljen naj bo Gospod. Slava Bogu. Lahko se celo spomnim, da sem med slavljenjem imela dvignjene roke, pela pesmi iz plakata in veste, medtem sem razmišljala, če si on danes misli, da mu bom skuhala njegovo najljubše kosilo, lahko kar pozabi na to, vendar imam že druge načrte. Vendar to sem imela počrtano. Ali razumete moje sporočilo? Mi ne potrebujemo več informacij, mi potrebujemo razsvetljenje. Torej vse, kar vas obsodi in vi veste, da je to nekaj v vašem življenju, potem ni potrebno, da se počutite zavrženi. Samo recite, strinjam se s tabo, Bog, osel sem in spet sem padel v jarek. Prosim te, da me spraviš ven in te prosim, da ne padam več v ta jarek. Spremeni me. Potem, ko čakate na Boga, da vas spremeni, bodite potrpežljivi in brez živčnosti, brez zavrženosti v obsodbi, brez sovraštva do sebe. Ali me poslušate? Kajti, če čakate na Boga za vsem tem, potem ne čakate v veri. Če pa čakate na Boga, ko enostavno govorite, vem, kar nisem Bog, zato tudi potrebujem Jezusa, hočem se spremeniti, z vsem srcem se hočem spremeniti, vendar vem, da se ne bom nikoli spremenil, če me ti ne boš spremenil. Bog, če ti tega ne boš storil, potem to ne bo narejeno. Nas pa je skoraj da strah, da bi to počeli, kajti zdi se, da imamo mi vsi tistega malega hudička, ki nam sedi na rami in govori, no kaj boš storil, kaj boš storil, kaj boš storil. Mislim, storila sem vse, da sem skoraj umrla. Poskušala sem. Ojoj, vi gledate v žensko, ki je vse preizkusila, nihče ni poskušal tako težko kot jaz. Vendar pa ne boste dosegli nobene zmage, če ne boste dopustili, da vam Bog pomaga. Ali bo on prejel slavo, ali pa ne bo nič storjenega. Amen. Ali bo on prejel slavo, ali pa ne bo nič storjenega. Celo ko prejmete zmago, boste še vedno morali zaupati, da vas on ohrani v tej zmagi vsak dan. Vsak dan. Zaupajte v Boga, zaupajte v Boga. Študirajte tista področja, kjer potrebujete pomoč. Potem pa čakajte na Boga. Trdno sem prepričana, da če hočete priti od podobe osla do orla, je prav to, kar opisuje prerok Izaija v 40. poglavju. Tisti pa, ki zaupajo v Gospoda, obnavljajo svojo moč, vzdigujejo trup kakor orli, tekajo pa ne opešajo, hodijo pa ne omagajo. Veste, kaj pomeni beseda čakati? To pomeni, da čakate s pričakovanjem. Pričakujete Gospoda, da se vsak trenutek prikaže. Čakati ni samo tisti težek čas, skozi katerega moramo, ampak je tudi razburljiv trenutek, ko pravimo, Bog, verujem, da
deluješ. Verujem, da ti delaš. Božja beseda ima v sebi moč. Vsaka beseda, ki jo Bog izgovori, je živa in polna moči. V pismu Hebrejcem 4:12. Vsaka Božja beseda je kakor dvorezen meč, ki razloči dušo in duha. V sebi prinaša moč, da lahko naredi spremembe v našem življenju, ki jih moramo narediti. Božja beseda je kot semena, ki vedno prinašajo sad. Če jih le posejemo in zalivamo. Koliko izmed vas razume, kaj govorim? Sedaj vam bom nekaj povedala. Poglejte me. Če ne boste vi sami študirali in zaupali Svetemu Duhu, da bi prejeli to besedo, delali ob njej tako, da vas spremeni, ni mi mar, kako pogosto ste poslušali od drugih, kajti nič ne more nadomestiti vašega osebnega domačega odnosa z Bogom. Vi morate hoditi z Bogom, če hočete imeti zmago, ki jo potrebujete. Amen. Predvajana oddaja je bila plačana s strani prijateljev in sodelavcev misijonarske skupine Joyce Meyer.